Ta laboratorij je namenjen dvem preiskavam. Eno je elektromiografija, kar je oljni aparat, te pa elektroencefalografija. To je spanje in to pa so kratke že obdobje budnosti vmes. Sem Bojan Rojc, nevrolog v Splošni bolnišnici Izola. Brez spanja si ne znamo predstavljati življenja. V bistvu vsi testi, ki so bili delani na poskusnih živalih z hudimi utegnitvami spanja, so pripeljali do smrtnih izidov, mislim, do popolnega porušenja zdravja. In zdaj vemo, da ne samo, da je nujno zlo, ampak je hkrati zelo koristno za nevrodegenerativne procese, za ohranjanje možganskega tkiva. Zajema približno tretjino našega življenja, skratka brez spanja ni življenja. Vedno več podatkov je, koliko je spanje pomembno za zdravo staranje, za zdrav razvoj otrok in tako dalje. In predvsem se mi zdi, da moramo imeti en primeren odnos do spanja. Spanja se ne smemo bati, to je prvo. Spanje bo prišlo v zadostni meri, če mu pustimo, da si telo vzame čas za spanje, in tisto, kar je najbolj pomembno, da sledimo higieni spanja. To pomeni, da upoštevamo tistih par napotkov, ki so pomembni za zdravo spanje. To je ustrezen urnik spanja, torej da gremo spat približno ob enaki uri vsak dan, in morda to, da si vzamemo dovolj časa za spanje, da ne krajšamo tisto, kar si mora telo vzeti. To je tisti občutek, recimo, ki ga imaš, pa se zbudiš 20 minut pred budilko. Že imaš še 20 minut za spanje, pa si, bo zdaj. Do spanja se ne smemo bati. Naše telo nekako si vzame dovolj spanja, toliko, koliko ga potrebuje. Najslabše je to, da gremo s strahom spat, kakšno bo spanje, a bo dovolj dobro, a bom zaspal. V tem primeru smo pod stresom, dvignemo adrenalin in nekako gremo proti temu, da bi telo se uspavalo. Namreč mi imamo tako imenovane cirkadiane ritme v telesu, ki nas pripravijo na spanje. Ni vsaka ura dneva dobra za spanje. Zjutraj imamo več kortizola, adrenalina, da se prebudimo, proti večeru ta upada, upada telesna temperatura, nas pripravi na spanje. Zato v bistvu, če pa mi nekako gremo pod neko prisilo spat, moram spat, dvignemo adrenalin in ne bomo zaspali. In smo v začaranem krogu. Potreba po spanju je različna med posamezniki. Nekdo od nas potrebuje recimo 6-7 ur za dobro prespano noč, nekateri več, 10, 9. Količina spanja in potreba se z leti bistveno spreminja. Ti, ko se rodiš, spiš nekje 16 ur in to razpršeno preko dneva. Nimaš konsolidiranega spanja v noči, ampak otrok se podoji, zaspi, se prebudi, pa spet zaspi. Počasi se to konsolidira v nek skupen spanec preko noči. Kasneje pa ta potreba po spanju se zmanjšuje. Do pubertete najbolj, pol je nekako fiksna skozi zgodnjo odraslo in odraslo dobo, pol pa začne spet upadati. Če spiš kot otrok 12 ur, kot odrasla oseba 8 ur, kot starostnik 6. Velikokrat imamo probleme, da starostniki rečejo, ne spim dovolj, pa gredo spat ob 9 uri, pa imajo potrebo 6 ur, seveda smo 3-4 že dosegli vso potrebo po spanju. A je zdaj najboljša ura zdaj spat ob 10, 11 ali polnoči? To je individualno spet, ker če imamo nek urnik, da gremo spat ob polnoči, pa spimo lahko do 8, 9, je to čisto v redu. Problem je, če mi to noč krajšamo po nepotrebnem in gremo prepozno spat. To je eno. In najslabše, kar je pa tako imenovano turnusno menjavanje spanja, torej kar je del nekaterih poklicev, tudi v zdravstvu, ker pač menjujemo urnik spanja iz tedna v teden, iz dneva v dan. To je pa v bistvu morda tisto, kar je najslabše, in to se je že izkazalo, da je tudi dejavnik tveganja za marsikatero obolenje, predvsem imam tu v mislih rakava obolenja. In zato je pač tle tisto, kar mi svetujemo, da je urnik reden, to pomeni, da gremo približno enako spat, če je to možno. Včasih pač žal ni.